Šola, v kateri ni več papirja. Vsi študenti imajo računalniške tablice, vse gradivo spremljajo na njih. To ni znanstvena fantastika. V Sloveniji smo dobili prvo visoko šolo, ki bo delala na tak način. Ampak, kot ugotavlja Janez Husenik, v prihodnost vstopamo tako, da se spet vračamo nazaj, daleč v preteklost. Ko so se naši predniki pred več kot stoletji odpravljali v šolo, so večinoma sabo vzeli le malo stvari. Tablico za pisanje in jabolko za malico. In zgodovina je nenavadna. Bolj se spreminja, bolj ostaja enaka. Takole bo namreč po novem videti pouk v visoki šoli Alma Mater Europaea. Kot prva visoka šola pri nas bo popolnoma opustila papir in študentom razdelila, spet tablice. Na prvi pogled se ta uporaba zdi razsipna, a v resnici ni. Študent v času študija veliko več da za fotokopije in učbenike, kot da na šoli za iPadi, za enega iPada, kjer so vsi učbeniki noter. Najpomembnejše pa je, da tablice spodbujajo nov način učenja. Neko snov predstavijo skozi zapiske, grafike, zvoke, skratka, učimo se z vsemi čuti in zato je učenje hitrejše. Pa še mladi so bolj motivirani, zato je takšen sistem že poskusno uveden v nekaterih osnovnih šolah. Ko rečeš šoli, tole se treba naučiti, punčka vpraša dokdaj, fantek pa vpraša zakaj. In ko ima neko igrač v roki, se manj sprašuje, zakaj bi se učil. Trenutno uporabljajo skoraj izključno tablice podjetja Apple, saj imajo najboljši podporni sistem. A skoraj gotovo bodo kmalu na trg vstopili tudi drugi ponudniki. Vsi namreč pričakujejo, da bo takšno učenje postalo standard. In tako je zgodovina spet naredila lep krog. Naši otroci bodo morda, tako kot so šolarji pred več kot stoletji, v šolo spet hodili s tablicami. In vse kaže, da bo tudi jabolko spet zraven. In tudi mi gremo naprej, pop in. Michael Jackson spet navdušuje na odru, hkrati pa še vedno buri duhov.